V tokratnih kvikih boste izvedeli, kako se stand-up komiki spopadamo s tremo pred nastopom. In ko rečem stand-up komiki, mislim samo sebe. Za vse ostale nimam pojma, če sploh čutijo nervozo ali pa kjerokoli drugo čustvo. Komiki smo zelo čudna bitja. Pri stand-upu gre za gledališko obliko, kjer en človek stoji na odru in govori fore. In v taki situaciji lahko pride do kar nekaj razlogov za tremo. V oči ti svetijo reflektorji, gledate veliko število ljudi, tvoje roke so prešvicane, v roki pa držiš mikrofon, ki deluje na elektriko in te lahko kadarkoli strese. V resnici ni nobene nevarnosti. Zato imajo mikrofoni te barvne pence na vrhu, da si vanjo lahko brišeš roko. Večino ljudi, ki nastopa, je strah, da bodo pozabili, kar morajo povedati, oziroma da bodo doživeli blackout in pa, da se jim bo občinstvo smejalo. Komike pa skrbi ravno obratno, da se jim občinstvo ne bo smejalo. In velikokrat se jim ne, še posebno, če komik prvič testira svoj material. In takrat iz publike zaslišiš najbolj grozno stvar na svetu. Črička. Ali pa še huj. Tišino. Tremo vsak človek doživlja po svoje. Poznamo pa nekaj simptomov, ki se pojavljajo pri vseh. To so pohitren srčni utrip, prekomerno potenje, težje dihanje, neprijetni metuljčki v želodcu in pa tiščanje na veliko potrebo. Iz nekega razloga imamo vsi ljudje pri tremi občutek, da moramo kakati. Najbrž zaradi metuljčkov v želodcu, kar je logično, ker nekje morajo metuljčki priti ven. Jaz nastopam že res dolg časa, ampak pred določenimi nastopi sem še vedno živčen. To se zgodi skoraj vedno, če na nastop nisem pripravljen. Zato sem bil vedno ekstra nervozen, ko sem moral pred sošolci predstavljati referat. Takrat me je bilo strah, ker nisem imel pojma, o čem govorim. Zato sem tudi rabil 10 let, da sem zaključil 4-letni faks. Ko imam jaz tremo, lulam več kot običajno in sem nenormalno zaspan, kar je zelo nenavadno, glede na to, da mi srce nabija 150 utripov na minuto. No, pa med ponavljanjem stand-upa ves čas v glavi slišim glas: "To ni smešno, to je kar nekaj, noben se ne bo temu smejal." Ta glas je treba absolutno ignorirati, ker je hejter. Bodite samozavestni, tudi če niste. Samo razmišljajte, da ste legenda, ker konec koncev tudi ste. Vse je strah javnega nastopanja, ampak vi dejansko nastopate.